šel po novem reforme v parlament, bi morali iti na glasovanje, torej pred ljudmi, referendum. Ljudje na referendum morajo o tem odločati. Se pravi, sprememba volilnega sistema. Volilni sistem je za volivce, ne? Ne more pa odločati 7 strank v parlamentu, veste. Skupaj je zdaj že 80 strank, to se pravi 10% strank od vseh ne more sprejeti odločitev. To je nelegitimno, tudi če je legalno, je pa nelegitimno. Podpiramo pa v bistvu to, kar je bilo zdaj zavrnjeno decembra, oziroma 27. novembra. Kombinirani volilni sistem, s tem z drugim glasom, ki ga bi imeli volivci, bi ustvarili konkurenco strankam. Stranke imajo izredno nizek ugled v Sloveniji in morajo dobiti konkurenco od državljanskih kandidatov. Zato je podpiramo kombinirani nemški volilni sistem. Se pravi, da bi malo bolj odprli parlament Tako stranke ne bi mogle biti več absolut tisti, ki določajo kandidate. Zahtevamo pa tudi enakopravnost v volilni kampanji, ker to je pa pravzaprav osnova vsega. Danes imamo izjemno neenakost glede finančnih sredstev, ki jih imajo stranke na razpolago, in pa medijska neenakopravnost. Zakon o RTV-ju omogoča neparlamentarnim strankam samo 1/3 programskega časa, čeprav jih je 3x več. Neenakopravnost se začne že pred uradno kampanjo, že ob razpisu volitev, 2 meseca prej. Protežirajo samo določene liste, določene stranke. Zdravo!